Danes govorimo o uporabi podatkov, o samih podatkih, ki nam pomagajo v prometu, in zato je na mestu tudi, da vprašamo izvajalca, kako se dejansko s tem podatki da operirati oziroma kaj lahko povedo. To je verjetno sama gostota prometa. No, konkretno na tej karti je prikazan povprečen dnevni promet tovornih vozil na posameznem odseku avtoceste, kar tudi lepo z barvami vidimo, da je ta številke zelo variirajo. Mi pridobivamo podatke o prometu iz zelo različnih sistemov, ki so vgrajeni na avtocesti. Največ podatkov poberemo iz tako imenovanih števcev prometa, ki so vgrajeni v asfaltno površino, in iz teh podatkov dobimo poleg razdelitve prometa na vozni in prehitevalni pas tudi samo strukturo prometa. Torej vemo, koliko osebnih vozil, koliko lahkih tovornih in koliko težkih tovornih vozil je prepeljalo določen odsek. Konkretno recimo med Mariborom in Koprom je samo v letu 2016 v povprečju promet narastel za 5%. Če govorimo morda o najbolj obremenjenih odsekih na primorski avtocesti, je samo tovorni promet narastel za 6%. So odseki, kjer tovorni promet narastel v enem letu tudi za 20%. Ko pa enkrat imate vse te tabele, vse podatke, kako jih pa v realnem stanju potem uporabljate? Kaj z njimi naredite? Ti podatki se v večini uporabijo tako na makrofazi kot na detaljnem načrtovanju zapor. V makrofazi so predvsem namenjeni napovedim za naslednja leta, za neke prognoze, posledično za načrtovanje tudi ukrepov na infrastrukturi, ki jih bomo morali izvesti v prihodnje. Na letnem nivoju se pa ti podatki predvsem pri načrtovanju zapor uporabljajo za določitev ustreznega tipa zapor na posameznem gradbišču, določitev kapacitet, ki bodo takrat na samem gradbišču, in posledično izbire primernega tipa same zapore. Velja povedati, da ta kapaciteta upošteva celotno strukturo prometa, torej ni samo skupna številka, ampak je podatek o deležu tovornih vozil zelo pomemben, ker nam ta kapaciteto same pretočnosti zapore zmanjšuje. Zdaj, ko je poletje pravzaprav že tukaj in z njim tudi dopusti, se to stanje, to letno povprečje kar malo spremeni. Drži, na določenih odsekih, predvsem primorske avtoceste, se pravi vse poti, ki vodijo proti morju, so dodatno obremenjene v poletnih mesecih. Upoštevati je, da se sicer nekoliko zmanjšajo dnevne migracije, ker pač tudi naši uporabniki avtocest koristijo dopust, so pa seveda tudi odseki, kjer dejansko bistveno upade promet v času dopustov, poletnih počitnic, tako da tudi pri načrtovanju samih zapor to skrbno upoštevamo in naprimer na Ljubljanskem obroču se večja dela izvajajo praktično izključno v poletnih mesecih, ko je teh dnevnih migrantov najmanj. Najbolj obremenjenih odsekih, ki so praktično obremenjeni skozi celotno leto s prometom, ki ne omogoča več zožitev na en pas, naprimer, je potrebno tudi gradbena dela prilagoditi tako, da omogočimo dovolj veliko širino vozišča, da na tem delu vzpostavimo 4 prometne pasove, se pravi 2 v vsako smer. Kar pravzaprav pomeni, da je pred in za gradbiščem enako število prometnih pasov kot skozi samo gradbišče. Bi bilo oziroma bi pomagalo, če bi bil dodatni pas oziroma če bi, tako kot je vzor tudi v nekaterih drugih evropskih državah, bil odstavni oziroma čisto desni pas tudi normalno prevozen. Zdaj, za izredne dogodke je to zelo težko napovedati. Tak odstavni pas koristi predvsem na območju, kjer so prometni tokovi stalni, se pravi, da gre to za neke dnevne migracije, ki jih je lažje napovedati, lažje obvladovati. Zelo pomembno pa je, da je uporaba teh odstavnih pasov narejena na območjih, kjer so izraziti prilivi in odlivi prometa. Se pravi, samo na nekem daljšem potezu, sicer sredi primorske avtoceste, tak pas ne bi pripomogel, ker enostavno bi se zastoj iz neke točke ali pa zgostitev prometa prenesla na drugo točko. Pomeni pa občasna uporaba odstavnih pasov tudi precej konfliktnih situacij lahko, zato ker uporabniki vendar morajo vedeti, kaj v dani situaciji, kater del ceste lahko uporabljajo, in lahko pride tudi do nekaj zmede pri samemu razvrščanju in posledično več konfliktnih situacij, in seveda se vrnemo ponovno na zastoje in na v bistvu prometno varnost kot tako.
Pri poletnih zastojih pa lahko veliko naredimo tudi vozniki sami. Če se spomnite ene izmed preteklih oddaj, ko smo govorili o fantomskih zastojih, smo govorili ravno o tem. Prilagojena hitrost in pa prilagojena varnostna razdalja in pa da ne firpcamo preveč, kaj se v delu na cesti pravzaprav dogaja. In pa se vsi sami dobro, sami pri sebi veste, da tisti fantje, ki v tisti vročini delajo na cesti, niso čisto nič krivi za zastoj.